Lepo pozdravljeni. Pot iz Metlike v Črnomelj in obratno je od konca lanskega poletja bolj prijetna. Takrat so bila namreč končana glavna gradbena dela rekonstrukcije mostu preko reke Lahinje v Gradcu. Ob zaključku projekta je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek danes uradno odprla most. Ministrica je skupaj z metliško županjo Martino Legan-Janžekovič slovesno prerezala trak, kar je pomenilo zaključek za Belo krajino pomembne infrastrukturne naložbe. Jaz verjamem, da boste ljudje tukaj zdaj bolj varni na cesti, tako da rekordne investicije v mandatu te vlade 7 milijard, ena od teh je tudi ta, ki se mogoče za koga v Ljubljani zdi majhna stvar. Veseli smo, da je Ministrstvo za infrastrukturo prisluhnilo potrebam in pa predvsem resnični potrebi zaradi varnosti in pa prevoznosti, pretočnosti mostu do te mere, da pristopilo k tej celoviti prenovi. Smo zadovoljni za samo investicijo, za samim realizacijo, tako da je ta most pomemben za ta naš kraj. Rad se bi sem tudi zahvalil, da so spregledali, da tudi v Beli krajini nekaj potrebujemo in da se tudi na tem nekaj začelo delati. Belokranjci in ostali udeleženci v prometu so se morali lansko poletje prilagoditi popolnemu zaprtju te ceste, ki pa k sreči ni trajalo dolgo, saj so največja gradbena dela opravili pred iztekom roka. Kot veste, je to glavna žila prometnica med Črnomljem in Metliko. Tukaj so šolski prevozi, tukaj so urgentne službe, ki morajo imeti v vsakem času nemoten dostop. Pred samim začetkom smo dobili začasni most čez reko Lahinjo, tako da nam je to res pomagalo, oziroma nam je lažje, smo hodili iz enega brega na drugi breg, tako da so ljudje lažje te dneve nekako preživeli. Ministrico pa so Belokranjci tudi pobarali glede nekaterih drugih pomembnih izzivov na sončni strani Gorjancev. Seveda bi si tudi sama želela, da bi se že gradila tretja razvojna os na jugu. Nažalost, razne pritožbe to stvar zavirajo, tako da jaz verjamem, da tudi na jugu bomo v kratkem lahko zakopali prvo lopato. Odprtje mostu so s prijetnim kulturnim programom popestrili učenci osnovne šole Podzemelj.